Ampak ne bom govoril o začasni rabi v svoji predstavitvi, jo bom pa omenil seveda večkrat. Sicer pa imam predstavitev, ki nima veze ne z ustvarjalno, ne z zeleno Ljubljano, ne z Ljubljano neposredno, ampak z vsem v bistvu pa posredno in sicer se nameravam posvetiti pač skupnostnim praksam in pomenu za urbani razvoj. S tem, da bi najprej pač skušal nekako opredeliti, kaj to sploh so skupnostne prakse, kakšen je njihov pomen. Predvsem pa mogoče zanimiva se mi zdi pač tretja točka, ki je tudi najmanj razvita v moji prezentaciji, ampak je pa po mojem tista, ki je zanimiva za naprej, pa za debato, kakšen je odnos med skupnostnimi praksami in nekimi javnimi politikami na splošno. Zdaj, to moram od začetka razložiti, da pravzaprav ne izhajam iz nobene raziskave, pač pa bi rekel iz ene serije razprav, ki smo jo v okviru ene skupine, ki je v bistvu delovala kot uredniška skupina spletne strani in publikacije Prostori sodelovanja, opravili v letih 2014 in 2015. Široka ekipa je bila in 10 do 15 sestankov sigurno bi rekel smo dali skozi, v katerih smo pravzaprav se o teh vprašanjih pogovarjali, no? V katerih se tudi smo prejle se malo delno pogovarjali. Obravnavali smo pa pač skupnostne prakse na mislim, da 6 ali 7 področjih, med njimi tudi recimo začasna raba, delo, prenova javnega prostora, vrtičkarstvo, skratka neke teme lokalne ekonomije, ki smo jih danes že vse slišali. Definicije skupnostnih praks v urejanju prostora niti ni definicije skupnostnih praks prav uveljavljene, malo bolj uveljavljena je definicija urejanja prostora, no, ampak to v nadaljevanju. Naša delovna definicija, ki smo si jo skozi pač debate oblikovali, je ta, da gre za neke samoorganizirane pobude, ki pa imajo pomembne posledice za produkcijo prostora. Dva pomembna kriterija smo še nekako upoštevali pri, recimo, na pripravi tega nabora posameznih praks. En je ta, da izhaja pobuda za ne vem, neko prakso od spodaj, skratka, da prihaja strani nekih neformalno povezanih posameznikov ali pa nekih nevladnih organizacij, ne strani institucij. S tem, da smo ta kriterij kasneje kot manj pomemben upoštevali, bolj pomemben se nam je pa zdaj ta, da je skupinsko oziroma skupnostno ali skupno tudi upravljanje teh praks. Skratka, da je da delovanje, pravzaprav o delovanju in o ključnih odločitvah soodločajo uporabniki. Pomembna pri vseh teh praksah v urejanju prostora je vloga prebivalcev, nekega lokalnega gospodarstva in pa lokalnih nevladnih organizacij. Kratek pregled tega, pravzaprav zakaj gre pri prostoru, urejanju prostora, urbanemu razvoju, skratka te definicije bi mečken da rad skozi zaradi tega, ker gre za ta odnos do recimo pojma okolja pa mesta, o katerih smo danes več mogoče slišali. Prostor nekako je za razliko od okolja bi rekel, ko govorimo o prostoru, govorimo o človekovem delovanju v nekem fizičnem pač okolju. Ne? Tako da bi rekel, tukaj je ključen poudarek na vlogi človeka, na funkciji človeka v tem trirazsežnem prostoru, v glavnem pa na zemeljskem površju. Urejanje prostora je pač neko zavestno delovanje družbe, skupnosti, države, občin in tako naprej, z namenom usmerjanja nekih procesov v tem prostoru, obsega pa pač vse v tem ciklu, od načrtovanja do prigradnje, rabe, vzdrževanja in prenove. Skratka, za cikl gre. Prostorski razvoj je spreminjanje tega prostora, urbani razvoj pa bolj kasemijsko definicijo, bolj sem ugotavljal, da pravzaprav ni prav konsistentno definiran, ampak gre pač za nek prostorski razvoj v nekem urbanem okolju, v urbanih območjih. Tako da pravzaprav sem imel pri refleksiji bi raje spremenil naslov, ampak sem ostal na tem. Skupnostne prakse. Skupnost pač je nekaj, kar se nanaša na skupnost. Skupnost je pač ključni moment. Praksa je pa nek ustaljen način delovanja, ampak praksa je tudi pravzaprav pojem, ki je kot ga razumemo recimo v sintagmi skupnostne prakse,
Še ni v slovarju, sem opazil. To se mi je zdelo tudi zanimivo, no? Da je pravzaprav praksa kot neka, tako rekoč, organizacija že, ko se je v tem kontekstu bolj pomeni. Skratka, neka organiziran način delovanja, ne samo način ravnanja. Onkraj gradbišča kot ena ilustracija, ki smo ga danes že 6krat sigurno videli. Zdaj, kakšen je ta pomen skupnostnih praks za urbani razvoj? Dejstvo je, da so se v zadnjih letih, da je obseg teh praks, število, bi rekel, obseg njihovega delovanja, skratka posledic, ki jih imajo za prostor, se je tako eksplozivno povečal. Ko smo se v začetku 2004 lotili, tega smo imeli še mogoče malo težav pri iskanju primerov pri nas, ker smo hoteli pač narediti pregled teh praks pri nas v Sloveniji. Ko smo naslednje leto se ponovno z istimi stvarmi soočali, smo imeli v bistvu težave že s selekcijo. Toliko je bil, bi rekel, eksplozivna rast že samo v teh letu pa pol recimo v tem času. In zaradi tega seveda je pomen, ki ga imajo v prostoru, pač je že po samem obsegu se ga ne da spregledati, no, in so vedno pomembnejše v smislu urbanega razvoja. Potem to je, da seveda se tudi te primeri zdaj začenjajo pojavljati po nekih strokovnih revijah, po spletnih straneh, kot skratka mainstream medijih, kot neki dobri primeri in sprejemajo tudi različne nagrade in tako naprej na teh področjih, recimo urbanizma ali pa tudi arhitekture, s katerimi se mi več ukvarjamo. Skratka so prepoznani tudi, bi rekel, strani uveljavljenih akterjev in politik kot nek pojav, ki je, bi rekel, vreden pozornosti. In pa seveda, kar se nam zdi najbolj pomembno, je, da učinki, ki jih imajo, so vedno pomembnejši in vedno bolj zaznamujejo vsakdanje življenje prebivalcev in prostor seveda v mestih. Dva taka razvpita primera je tale Campo de Cebada iz Madrida, kjer je seveda pravzaprav postal eden glavnih javnih prostorov ene mestne četrti v Madridu, ali pa recimo tale Air Urban iz Kolomba v enem predmestu Pariza, ki je tudi bil med tem že resno ogrožen. In pravzaprav ne vem, a so ga uspeli potem rešiti ali ne, ker zdaj nisem, ampak mislim, da so ene podobne bitke se začele kot pač pri mnogih od teh primerov, ki so na javnih površinah. Zdaj, pojavljajo se te prakse po eni strani, oziroma predvsem kot neka reakcija na premalo učinkovito javno upravljanje s prostorom, skratka na urejanje prostora kot formalno politiko. Tole se bolj slabo vidi, ampak pač to so neke, bi rekel, primeri, tale iz neposredne okolice, v glavnem pač nekih neučinkovitih načinov urejanja prostora. Tole so, ne vem, pač nedokončana gradbišča, ki so samo eden od najbolj, bi rekel, eklatantnih primerov problemov, ki jih ima pač urejanje prostora kot formalen postopek in javna politika. Ampak to je samo eden od, bi rekel, motivov, zakaj se te skupnostne prakse pojavljajo. Drug je pa seveda tudi iskanje nekih, in ne samo iskanje, ampak pač uveljavljanje in uvajanje nekih alternativnih in produkcijskih in upravljalskih in ekonomskih modelov, ki se pa pojavljajo v različnih sferah družbe, seveda kot nek odziv ali pa kot pač reakcija na težave tega prevladujočega modela tržnega gospodarstva, no, kot se reče, pač ne, tukaj le smo, ampak pač primerov je več, tole je Urban Rufus Šiški, tole je iz Maribora, iz CAP-a, tole so te iniciativa Mestni zbor v Mariboru kot en bi rekel, samoorganiziran način upravljanja mesta, zelenjava, ki je bila tudi že danes omenjena kot neka izmenjava dobrin, kot alternativna pač lokalna ekonomija. In kar vidimo kot kar smo nekako opredelili kot najbolj pomembno ali pa kot najbolj pomembne prednosti v odnosu do teh skupnostnih praks v urbanem razvoju, je to,
da omogočajo neke razmeroma hitre spremembe na bolje, ki jih recimo skozi formalne procese za Boga ne moreš spraviti. Mislim, to je pač res nekaj, kar je sicer zelo težko in skozi, bi rekel, ene procese, ki so zelo komplicirani in so redkim razumljivi, tukaj pač preprosto narediš nekaj. In je to nekaj, kar se zgodi z razmeroma majhnimi sredstvi, z enim vložkom, recimo, prostovoljnega dela, denarja in tako naprej, v nekem omejenem obsegu seveda. Ne? Predvsem omogočajo recimo preverjanje ali pa popravljanje nekih predpisov, ne bi omogočali, ampak tudi dejansko pač omogočajo refleksijo na neke predpise, ki določajo pravila igre v sicer, in seveda s to refleksijo je možnost te predpise ustrezno popraviti. Ne? Kar je tudi pomembno, je pa to, da pač se dogaja večinoma na nek izrazito participativni način in zaradi tega seveda so bližje po meri uporabnikov, no, kratko malo, prebivalcev mesta v tem primeru. Ne? Pomemben je ta občutek, da se zaradi tega, da se stvari sploh dajo spreminjati. No, to je tudi neka, bi rekel, stvar, ki ni za zanemariti v mestih. Pač ena od posledic, ki si je pa nekako si jo domišljamo, pa mislim, da bi se jo verjetno, ne, seveda, prej smo slišali, da ni čisto tako lahko tega dokazati, ne, da se pač viša kakovost življenja kot nek pač končni cilj. In bolj se mi zdi, kot tisti dokaz, je en občutek teh možnosti sprememb pomemben. Kar se je nam zdelo, ko smo se ta drugič s tem ukvarjali, je bil pravzaprav pomemben ta odnos teh skupnostnih praks z javnimi politikami. Skratka, kakšna je relacija, ne? Ko smo se takrat začeli pogovarjati, tudi prej sem omenil, da se nam je zdaj eden od kriterijev to, da je pobuda prehaja od spodaj. Ne? Kar nekaj od teh praks pravzaprav je bilo spodbojenih od zgoraj, da tako rečem. Pobudo je dala občina ali nek drug javna inštitucija in vendarle to ni bistveno, bi rekel, zaradi tega sama praksa ni bila bistveno drugačna od tistih, ki smo jih recimo ugotavljali, da so bile spodbojene čist, bi rekel, samo iniciativno. Važen je, zato smo dali večji poudarek, bi rekel, temu kriteriju samo upravljanja, ne, skratka, da je upravljanje skupnostno oziroma skupinsko z strani uporabnikov. To se nam je tudi zdaj pomembno, da seveda je obseg, kljub temu, da jih je vedno več in da so res, bi rekel, že njihovi učinki za vsakdanje življenje opazni večine prebivalcev, je nemogoče, da je določene pač procese, zlasti to, kot je prej omenjajo, neke večje infrastrukturne posege ali pa pač kakršnekoli posege, ki zahtevajo večji denarni vložek, nemogoče speljati na ta način. Skratka, ne moreš nadomestiti nekih formalnih procesov s tem, temveč ga lahko z pomočjo recimo pametne povezave skupnostnih praks z formalnimi procesi dopolniš ali pač popraviš procese sami. Ne? Poleg tega pa seveda tudi ne morajo recimo nekih drugih politik, ki nimajo neposredne zveze z urejanjem prostora, ampak seveda posredno pa ne morejo nadomestiti. Recimo prevoz, ta spletni portal pač ne more nadomestiti nedelujoče prometne politike ali pa pač ne obstoja javnega prometa, lahko ga pa dopolni. Ne vem, Sodelo, ki ima mogoče še največ pravzaprav s socialno politiko ali pa s njenim pomanjkanjem, je ne more nadomestiti. Stanovanjske skupnosti ali pa stanovanjske kooperative pravzaprav niso resna alternativa javnim stanovanjskim skladom. Obseg, ki ga pač vlagan, ki ga javne politike zahtevajo, na ta način pravzaprav se ne da dosežiti in tudi pač procesi, ki so pripeljajo do tega, bi jih moral bistveno drugače oblikovati, da pravzaprav bi lahko neko tako, bi rekel, pomemben ali pa da bi postali skratka nek ključen akter v neki politiki. Pa vendar, ne, seveda, so pa pomembna korekcija in pomembno dopolnilo. No. Ene par primerov, kjer je ta, bi rekel, stik ali pa odnos zelo, bi rekel, tak dvoumen, no. Recimo tale križevniška pobuda za križevniški v Ljubljani,
Nova Grbina, tamle na Brdo. Tole je ena sosedska v Velenju, kjer je pa pravzaprav občina organizirala prostovoljno delo meščanov in tudi to pač vključila kot sestavni del v neko prenovo nekega javnega prostora. Skratka, neko pravzaprav ostaja vprašanje, ki ga je treba bistveno bolj razumeti in raziskati, kakšen je pravzaprav doprinos teh skupnostnih praks k tem, bi rekel, politikam javne blaginje, javnim politikam, ki omogočajo neko kakovost življenja v družbi. In vprašanje je, skratka, kakšne so javne koristi, ki jih te prakse zasledujejo, skratka, kaj je tista javna korist, ki jo posamezna praksa dejansko lahko zagotavlja, in iz tega izhaja tudi seveda, kakšna je ustrezna podpora tem praksam, ustrezna javna podpora, da smo si nejasni seveda. Večina teh praks je imela neko vrsto javne podpore v neki fazi svoji, pa vendar ne moramo govoriti, največkrat ne moramo govoriti o sistematični javni podpori. In to, kar je treba pač poudarjati, da niso nadomestilo, ampak morajo pa biti sestavni del javnih politik, kot mi vidimo, skratka, te skupnostne prakse. To mislim, da je vse, kar sem hotel povedati. To omenil sem, skozi sem govoril pač o tej spletni strani in publikaciji prostori sodelovanja, iz katere pravzaprav izhajajo, bi rekel, te ugotovitve. To. Ok. Hvala.